Predsednik SD-ja, gospod Matjaž Han, danes ste bili v klauzuri, kar v Ljubljani smo slišali. Kakšna je odločitev vaše stranke glede partnerstva za razvoj? Najprej hvala lepa za povabilo. Klauzura ni bila danes namenjena, bom rekel, ravno te debati, ampak nasploh. Mi smo se dogovorili, da bomo naredili neko analizo volitev, da vidimo, kje smo, kam bomo šli. Kako trden je recimo vaš položaj v stranki? En mandat ste izgubili. Veste, pri Socialnih demokratih predsednik ni nikdar bil trden mandat. Kot sem že enkrat večkrat dejal, najtežja funkcija je biti predsednik Socialnih demokratov malo za šalo, ampak jaz se zavedam, da v demokraciji pač funkcije pride in funkcije gredo. Z rezultatom, ki smo ga naredili, bom rekel, 22. marca, ne morem biti jaz zadovoljen, tudi ni stranka zadovoljna. En poslanski mandat manj? En poslanski mandat manj, glasov sicer enako, ampak mi smo šli zadnje leto pa pol skozi, bom rekel, kar dost težke trenutke, ampak obstali smo v državnem zboru, kljub temu, da bo kjer rekel, kaj pa govoriš, ampak preživeli smo liberalno demokracijo, preživeli smo pozitivno Slovenijo, preživeli smo SMC, preživeli smo Viranta, preživeli smo še marsikatero stranko, smo preživeli na tej levi sredini in jaz verjamem, da imamo dober potencial za naprej, lokalne volitve so pred nami, naredili bomo dober rezultat na lokalnih volitev, finančno smo sanirali stranko, kar je seveda zelo dobro in zdaj bomo pač v opoziciji opozarjali na tiste nepravilnosti, ki mislimo, da se dogajajo za ljudi. Dve kratki podvprašanji. Je zgodba s Prebeličem in povezovanjem z njim končana? Ne? Ne, jaz mislim, da midva z gospodom Prebeličem se pogovarjamo. Obedva sva seveda videla, kaj se je naredilo na volitvah. Jaz mislim, da je socialna demokracija in njegova stranka, pa še katera stranka, zmožna dogovorov, da odpremo rdečo marelo zelo na široko. Ko govorite o lokalnih volitvah, bo SD podprl Zorana Jankovića? Mi smo še v fazi evidentiranja, bom rekel, za občinske svetnike in svetnice in tudi za župane. Seveda to prepuščamo občinskim oziroma območnim organizacijam. Moram pa vendar reči, da Socialni demokrati formalno nikdar nismo podprli Zorana Jankovića za župana, zmeraj smo šli s svojim kandidatom ali pa brez. Če se zdaj vrneva k tistemu prvemu vprašanju glede partnerstva za razvoj, kaj je stranka namignila? Mislim, sej ni zdaj seveda to zdaj neka velika taka tema, da je jasno, da je veliko skepticizma pri tem, vendar moramo eno stvar reči. Eno so formalni dokumenti in ta dokument resno mi jemljamo. Jaz bi pa vendarle si želel, da v partnerstvu moraš najprej zgraditi zaupanje. Jaz si želim, da brez vsakega podpisa vse politične stranke vrnemo demokracijo nazaj v parlament. Jaz mislim, da smo v zadnjih letih to demokracijo v parlamentu izgubili. Zakone ne sprejmemo več po nekih rednih postopkih, niso, bom rekel, vključene, socialni partnerji, socialni dialog, ki smo v bistvu naša stranka, Socialni demokrati, smo socialni dialog uvedli v to državo, ni spoštovan. Ampak pogledajte, se opravičujem, ker vas prekinjam. Zdajle vam v tem partnerstvu za razvoj vendarle vlada Janeza Janše ponuja, da ste zraven, ko pridejo osnutki, da lahko tam poveste, ja, to za nas ni sprejemljivo, tlele bomo šli na okope, dobite neko možnost, da preden stvar pride v javno debato, ste zraven. Ampak ena stvar je zelo, jaz se predstavljam zadevo takšno. Jaz spoštujem koalicijo in spoštujem tudi opozicijo. In razmere so zelo jasne. Zdaj imajo odgovornost za vodenje države vse stranke, ki so v opoziciji in tudi resnica. Mi bomo absolutno, in to sem tudi jaz osebno sem tak človek in tudi stranka, sodelovali pri vseh, bom rekel, zakonodaj, ki bojo dobre za ljudi, ki bojo spreminjali življenje ljudi na bolje v tej državi, naprimer zastojni vrtci. Vse, kar se tiče pa 60 glasov, ker rabimo ustavno večino, je naša naloga, da sodelujemo brez vsakršnega koli podpisa, ampak najprej rabimo eno zaupanje. Ne more se pa na začetku, jaz moram reči, da me to boli, da smo naredili takoj konflikt s sindikati. Zakaj je bilo potrebno sindikati konflikt narediti? Zakaj smo nekatere zakone, ki vplivajo na življenje ljudi, lahko pozitivno, negativno
sprejeli brez socialnega dialoga, ki je za nas zelo pomemben. Tako da jaz bi vendarle predlagal, dajmo najprej si zaupanje zgraditi v tem, da bomo spoštovali demokracijo v parlamentu, da bomo spoštovali poslovnik, da slabe prakse, ki smo jih mogoče tudi mi sprejeli, spremenimo nazaj takšne, kot so bili takrat v romantičnih časih, ko sem jaz politiko začel med letom 2004 in 2008. Današnja klauzura pa ni bila namenjena. Ampak to pomeni, ta trenutek se stranka za to ni opredelila. Ta trenutek se stranka ni zelo opredelila. Če me vprašate, je seveda velika večina, da v formalno partnerstvo ne gremo, absolutno smo pa zato, da sprejemamo odločitve, ki bodo dobre za ljudi in tudi vem, da bo koalicija veliko zakonov, ki bo šli v dobro ljudi, vložila v zakonodajni postopek. Ampak mimogrede, ne, vi ste vendarle politik že skoraj 2 desetletji, a ne? Še malo več. Ja, in če pogledava obstoječo prakso, pravite, vrniti moramo demokracijo. Da. Desni uvedajo, se opravičujem zdaj za te izraze, avtocestno policijo, levi jo ukinete, desni jo bodo uvedli nazaj. Vi tik pred iztekom mandata sprejmete prehranske smernice, se vlada zamenja, jih že ni več. A je to dobro za demokracijo države? Ravno zaradi tega sem to rekel in pa še karkoli bi lahko rekel, tudi simbolna dejava, pa snamemo zastavo iz... Pa dan spomina, pa še kaj. Tako naprej. Teh zadev, da porušimo nekaj, kar je nekaj dobrega naredili ali pa slabega, ni v redu. In zato bi jaz rad, da se spremeni ta razmišljanje, da vrnemo v parlament kulturni dialog. Lejte, jaz, ko sem prišel leta 2022 na ministrstvo, tisto, kar je prejšnja vlada dobro naredila, sem pohvalil in smo še nadaljevali. Nekatere stvari smo spremenili, nismo menjali ljudi. In jaz vem, da sem naiven, da sem tudi lahko, kar se tega tiče, utopist, ampak jaz se bom trudil, dokler bom v tej visoki politiki, da bomo partnerstva gradili na osnovi spoštovanja in zaupanja. In jaz kot Matjaž Han ne rabim nobenega podpisa, da bom podprl kako dobro stvar, ki jo bo dala vlada. Še to nam povejte čisto za konec, ko mislimo, da smo že zelo nizko, včasih gremo še nižje. Ne? Predsednik Državnega zbora govori o pocestnem obnašanju poslank. Prejšnja predsednica Državnega zbora je dvigovala krilo. Parlamentarc ozmerja predsednico s komunajzerko. Vi pravite, treba je vrniti demokracijo. Ali obstaja rešitev? Bo jutri rešitev? Treba je vrniti demokratične sprejemanje zakonov na demokratični način, s socialnim dialogom, predvsem pa je vrniti treba kulturni dialog v državnem zboru. Tega enostavno ni in jaz obsojam to, kar je gospod Stevanović naredil, to, kar tudi nekateri drugi iz koalicije, iz opozicije govorijo, se obnašajo v parlamentih. Jaz mislim, da je to treba spremeniti in če kaj upam trditi, se jaz in naša stranka trudi tudi v tem mandatu imeti nek kulturni dialog, ki mora biti spoštljiv do vsakega posameznika. Bomo videli, kaj bo jutri na tem tako imenovanem kolegiju pri predsedniku. Hvala nocoj za gostovanje, gospod Han. Srečno.